Pred podpisom pogodbe za nakup namenskih reševalnih helikopterjev pri stroki ostaja grenak priokus. Reševalci še naprej opozarjajo, da helikopterja ne bosta prinesla nobenih koristi za bolnike, zdravniki pa so tiho. Ali se ob različnih mnenjih in močnih interesih iz ozadja nakup lahko še dodatno zaplete? 24 ur dejstva z Majo Sodja. Če bi namenski helikopter dobili včeraj, bi bilo prepozno. Tako pravita zdravniška in reševalska stroka, ki se strinjata, da helikopterja potrebujemo, pri tem, kako naj bosta opremljena, pa so eni bolj glasni od drugih. Dejstvo je, aktivacijski časi so predolgi, helikopterske baze na letališčih neustrezne, prostori za medicinske in letalske ekipe pa neprimerni. To so torej prostori HNMP-ja v Mariboru. Kako? Delo v mariborski bazi teče vsak dan od 7:30 zjutraj pa do teme. Do tiste ure torej, ki še omogoča varno letenje. Najprej gremo pogledat helikopter, preverimo vso opremo, potem pa v bistvu čakamo na klic. Prva intervencija je bila sicer potem kasneje preklicano. Na drugo intervencijo pa so nas poklicali, ker je en gospod padel iz lestve. Leteli so v Ljutomer. Od aktivacije do prihoda na kraj nesreče so potrebovali več kot pol ure, medtem ko je v tujini helikopter na kraju nesreče v 20 minutah, pri nas v 15 minutah šele vzleti. Se pravi, to je v bistvu vsa oprema, ki jo uporabljamo in ki je pač potrebna, da nekoga, ki je življenjsko ogrožen, skrbimo. Tu so nahrbtniki zdravnika, reševalca, nahrbtnik za otroka, kompleti za poškodbe z kisik. Tu je pa potem ta medicinski del za posteljo in aparaturami. Kaj, poleg tega, da bi bil ves čas na razpolago, pa bo imel namenski helikopter? Razporeditev notranjosti takšno, da bi bilo vse nameščeno na svojih nosilcih. A le, če bo opremljen po zahtevah stroke, opozarja predsednik reševalske sekcije. Ne govorimo o tipu helikoptera in vseh teh stvarih, ampak zato, da je tisto, kar bomo mi tam počeli, da bomo to lahko delali varno in optimalno oskrbo pacienta. Vi se torej bojite, da bo tudi po nakupu 2 helikopterjev HNMP ostal praktično na tej točki, kot je danes? Ja, mislim, da neke dodane vrednosti ne bo, razen to, da bo nov helikopter, ki bo klimatiziran z novim interjerom. Zato ima država zdaj, še dodaja Germ, zlato priložnost, da upošteva mnenje stroke in helikoptersko nujno pomoč sistemsko uredi. Nakup se sicer vleče vse od začetka leta. Januarja je bil objavljen prvi razpis, a je Nova Slovenija zaradi suma, da je bil prirejen, sklicala sejo Komisije za nadzor javnih financ. Notranje ministrstvo je razpis razveljavilo in potem 14. maja objavilo drugi razpis. Nanj sta se prijavila 2 ponudnika. Leonardo je za 2 helikopterja postavil ceno slabih 32 milijonov evrov, Airbus pa dobrih 30 plus DDV. Ker Airbus ni ustrezal zahtevam, so izbrali Leonarda. Spet se je vmešala politika, 4 poslanci SD-ja so pozvali k razveljavitvi razpisa. Minister Poklukar je odredil notranjo revizijo, nepravilnosti niso ugotovili, a parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je kljub temu zahtevala razveljavitev. Potem pa za piko na i, 15. septembra, ko bi morali podpisati pogodbo, je protikorupcijska komisija vložila zahtevek za revizijo zaradi tega posnetka. Pa ena stvar še ni prtljažena prostora. Zakaj smo ga dali v merila? Ker če bi ga zahtevali v razpisu, samo eden iz primera zadeva pade. In smo dali prtljažnik v merila. Gre za zelo konkretno merilo, pri čemer pa naročnik z ničemer ni obrazložil, zakaj je takšno merilo potrebno. Osnovni cilj namenskega helikopterja je, da bo bolnik v 1 uri od poškodbe na operacijski mizi. Veliko polemik pa sproža vprašanje, ali bo glava bolnika med transportom prosto dostopna v osi telesa, tako kot v reševalnem vozilu, da ga zdravnik lahko med poletom intubira. Eden najbolj izkušenih reanimatologov pri nas, Dušan Vlahovič, priznava, da so tovrstne intubacije redke, a možne. Sam je v helikopterju intubiral 3-krat. Ko je bolnik, ko je ogrožen, da bo zapora nastala, recimo pri eni opeklini, z opeklino dihal, je treba zelo hitro intubirati, ker drugače se pol zelo težko. Zdaj pa, kako je to s helikopterjem? Večino teh stvari
naredimo pred ukrcanjem. Edino mogoče gorska reševalna se s tem večkrat sreča, ko pač takega bolnika morajo z vitlom potegniti v helikopter in potem tam začeti oskrbo. Kakšna pa sploh je razlika med Leonardovim in Airbusovim helikopterjem? To smo vprašali nekdanjega vodjo letalske enote policije, ki je opravil več kot 500 helikopterskih reševanj. Za 24 ur dejstva govori Robert Kralj. Sigurno sta oba vrhunska helikopterja. Bistvo je, da v Sloveniji in piloti, in tehniki, in vse skupaj so izšolani na Leonardo. Zdaj, če bi prišel Airbus, je to dodatna usposabljanja, dodatno stroški hangariranja, vzdrževanja, so pa absolutno dobri. Če sta torej oba vrhunska, zakaj toliko zapletov pri nakupu? Kdo je v postopku javnega naročila iz ozadja vplival na politiko, preglasil stroko in jo celo uspel spreti med seboj? V radijski oddaji maja lani je premier obljubil tole. Zdaj moramo samo še najti ljudi, ki bodo s tem upravljali in s tem delovali. In čeprav po mnenju nekaterih na povsem neprimeren način, je ta obljuba dala upanje, da bo nakup izpeljan hitro. Usuli so se očitki. Tudi pri barvi zračnega plovila je stroka vlekla vsaka na svojo stran. Bi bilo primerno, da bi bil v barvah NMP. Stroka se je razdelila v ekipo Leonardo in ekipo Airbus. Med sprte strokovnjake, ki jih je vlada prepozno vključila v pripravo razpisa in politične spopade, pa je vstopil še zasebni interes. Ime mu je Flycom, podjetje, ki je v preteklosti že upravljalo polete za HNMP. Predlagali so, da bi jih znova upravljali v okviru javno-zasebnega partnerstva. Kaj si pa mislite o tej njihovi ponudbi? Dejavnost helikopterske nujne medicinske pomoči in nujne medicinske pomoči na splošno po temeljni zdravstveni zakonodaji se lahko izvaja zgolj samo kot javna zdravstvena služba. V ozadju je bil torej tudi interes privatizacije helikopterske nujne medicinske pomoči in morda je bil ravno zato postopek nakupa namenskih helikopterjev še eden v nizu neučinkovitih reševanj problemov javnega zdravstva. Ob tem je treba povedati še to, da je nakup helikopterjev le prvi korak v sistemski ureditvi helikopterske nujne pomoči. Potrebujemo namreč več baz, poleg Ljubljane in Maribora se kot tretjo omenja Postojno. Ustanavlja se nov javni zavod. Naš cilj je, da do konca tega leta pridemo do formalne vzpostavitve Zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč in takoj po novem letu pričnemo z prenosom tistih dejavnosti, ki so pod državno ustanoviteljstvom. To je dispečerska služba zdravstva, reševalna postaja Ljubljana, Celje in tako naprej, in pa da se vzpostavijo letalske operacije zdravstva. Bolnikom, ki potrebujejo helikoptersko pomoč, je verjetno popolnoma vseeno za še en javni zavod, pa tudi ali bo ponje prišel modri, zeleni, rumeni helikopter, le da bo zagotovil primerno oskrbo in da bo tam pravočasno. Vse podrobnosti v dejstvih na 24ur.com.